Dober dan, lepo pozdravljeni. Tako lepo, kot nas je danes pozdravilo tudi vreme. Spoštovane, spoštovani, to so bile pevke in pevci Študentskega pevskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pod vodstvom rednega profesorja Matjaža Barbe. Najlepša hvala in seveda, na Lipici zeleni je bila prva skladba, tudi druga je bila zelo lepa. Mi pa smo tukaj na otvoritvi še enega liberaka, ki pa ne bo kar tako še en liberak, kajti 15. smo skupaj, spoštovane kolegice in kolegi, študentke in študenti, seveda ta presvetla prva vrsta visokih gostov. Hvala, da ste z nami in zlasti bi želela pozdraviti pa razstavljalke in razstavljalce na sejmu Liberak 2024. Vsakokrat je nekoliko drugače, vsakokrat lepše in boljše, bi jaz rekla, spiralasto se dvigujemo proti nebu. Sejem, ki se bo zdaj začel, poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc Musar, na kar smo zelo ponosni. Letošnje vsebine se dotikajo enega najpomembnejših, a hkrati v zadnjem času najbolj spregledanih poklicev, učitelja. Slogan letošnjega sejma je Poučujem, prihodnost oblikujem. In tukaj mi dovolite, spoštovane kolegice in kolegi, da povem nekaj povsem osebnega. Pred nekaj leti sem namreč sem se kot prevajalka ukvarjala s tem največjim učiteljem. Enim največjih, ki je razpravljal tudi o vlogi učitelja. Paulo Freire je to, brazilski humanist, pisatelj, filozof, pesnik in legenda pedagogika 20. stoletja. Njegovo delo Pedagogika zatiranih je šlo v slovenskem prevodu pri založbi Krtina pred 3 leti. In dovolite mi kot uvod v današnje srečanje, ta neglasbeni uvod, citat. Takole gre. Tako učitelj ni več tisti, ki le izobražuje, ampak je, medtem ko izobražuje, tudi sam deležen izobraževanja v dialogu z učencem, ki je, ko je podvržen izobraževanju, tudi ta, ki izobražuje. Tako oba postajata subjekta procesa, v katerem skupaj rasteta in v katerem argumenti, ki temeljijo na avtoriteti, več ne veljajo. Da bi tak proces v resnici funkcioniral, mora biti avtoriteta na strani svobode in ne
proti njej. Spoštovane, spoštovani, zelo nas veseli in počaščeni smo, da bomo zdaj slišali nagovor našega rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja doktorja Gregorja Majdiča, ki ga zelo lepo pozdravljam. Dober dan. Izvolite. Spoštovana gospa ministrica, spoštovani podžupan, dekanja, spoštovane kolegice in kolegi, študentke in študenti. Veseli me, da vas lahko v imenu celotne Univerze v Ljubljani pozdravim na tem že 15. dogodku Liberak, kjer predstavljamo akademske knjige, založbe naše in tudi drugih univerz. Knjiga ima pomembno vlogo, a žal se v naših družbah bralna kultura izgublja. Pred nekaj tedni sem bral grozljiv podatek, da več kot polovica Slovencev ne prebere niti ene knjige v enem letu. Hkrati s tem pa sem ravno včeraj ob branju neke analize medijske slike v Sloveniji prebral, da v povprečju Slovenec preživi več kot 2 ure vsak dan na družbenih omrežjih. Knjige, kot vsi vemo, širijo obzorja, dajo nam širok pogled na svet, razumevanje sveta, pomagajo nam, da delujemo kot združena skupnost. Družbena omrežja, v nasprotju s tem, pa naše poglede ožajo, dajo nam ozke informacije, utrjujejo vas v naših ozkih prepričanjih, lahko rečemo celo, da družbeni mediji radikalizirajo ljudi. In tega v današnjem svetu zagotovo ne potrebujemo več, kot že imamo. Zato se mi zdi še kako pomembno take prireditve, kot je ta Liberak, na kateri predstavljamo knjige, tako akademske kot bolj poljudne, ne samo v naši interni javnosti Univerze v Ljubljani, ampak širši javnosti, upam, da bo se vreme izboljšalo, da bo tudi zunaj v Fersterjevem parku možne te predstavitve, da dajemo pomen bralni kulturi, da ljudje spodbujamo, da naj vzamejo znova v roko knjigo, da naj začnejo ponovno brati knjige, ki, kot sem rekel, nam dajo širino, medtem ko nas družbena omrežja le ožajo. Svet bomo rešili, ki se trenutno ukvarja z številnimi problemi, od klimatskih sprememb do vojn, le za širino duha, če se bomo pogovarjali, poslušali, skušali razumeti en drugega in na ta način skupaj ustvarjali boljši globaliziran svet. Verjamem, da imamo dovolj znanja, ampak potrebujemo še politično voljo, knjige pa nam lahko pomagajo, da bo celotna družba spoznala, da bomo svet koraka v napačno smer in da moramo to smer okreniti v drugo smer. Tukaj pa je pomembna naloga nas, univerz in celotne akademske skupnosti, da po svoji moči prispevamo oziroma da smo tisti, ki vodimo družbo v to novo smer, ki bo vodila v rešitev, ne pa v uničenje tega našega lepega planeta. Hvala lepa, želim vam lep sejem, uspešen sejem, upam, da bo čim več pozornosti in da bomo tudi s tem sejmom malo uspeli razširiti obzorja Slovencev in vseh ostalih. Hvala lepa. Hvala lepa za te besede rektorju Univerze v Ljubljani. Takole smo zapisali na straneh Filozofske fakultete. Učiteljeve vloge v družbi so se zgodovinsko spreminjale. Bil je prenašalec znanja in vedenja, bil je načrtovalec in organizator, izpraševalec in ocenjevalec, predvsem pa je bil vzgojitelj, prijatelj in vzornik. To o prijateljstvu mi je še posebej všeč. Zdaj pa naprošam, tako kot veleva protokol, da tudi gostiteljica tega dogodka, dekanja Filozofske fakultete, spregovori. Profesorica doktorica Mojca Šlamberger-Brezar je z nami, dekanja. Prosim. Hvala lepa. Spoštovana ministrica dr. Asta Vrečko, spoštovani rektor profesor dr. Gregor Majdič, spoštovani podžupan gospod Boštjan Koritnik, dragi zborček Filozofske fakultete s profesorjem dr. Matjažem Barbom in solistko Evo Gašparič, dragi prodekanje in prodekani, dragi zaposleni v založbi, ki ste si prizadevali, da tale dogodek danes tako dobro izpeljemo, pa tudi, da bo druge dni vse trajalo po protokolu. Drage kolegice in kolegi, dragi gostje. Dobrodošli na sejmu akademske knjige v organizaciji Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, s katerim bomo že 15. po vrsti popestrili predzadnji teden v mesecu maju. Moto letošnjega sejma
je poučujem, prihodnost oblikujem. S tem naslovom izpostavljamo učiteljski poklic, za katerega izobražujemo tudi na Filozofski fakulteti. Učitelj, profesor slovenščine, zgodovine, geografije, francoščine, angleščine, latinščine je bil nekoč zelo spoštovana oseba. Ker je danes to večinoma učiteljica, profesorica, je morda ugleda že zaradi tega nekoliko manj. Žal slovenska družba še ni ponotranjila vrednot Filozofske fakultete. Upam si trditi, da je učiteljski poklic v družbi degradiran. Ne pripisujemo mu več veljave, ki bi jo moral imeti pri tem, da prenaša znanje na mlajše generacije, da vzgaja. Degradacija se v Sloveniji dogaja že dolgo. Če razmišljamo o vzrokih, lahko izpostavimo pretirano zaščitniške starše, naravo Slovencev, da vedo bolje od strokovnjakov, predvsem pa bolje od učitelja, kaj je bolje za njihove otroke in kako bi moralo biti. Pomanjkanje vzvodov, s katerimi bi lahko vzdrževali avtoriteto in disciplino. Morda so problem tudi plače in želja po lagodnem življenju, ki ga v učiteljskem poklicu kljub pregovornim počitnicam ni veliko. V resnici pa so to podrobnosti, ki izvirajo iz odnosa družbe do znanja in njegovega vrednotenja v svetu kapitala. Poleg tega so z razvojem interneta in digitalizacijo postale informacije dostopne vse povsod. Prižgeš telefon in izveš vse. Znanje se globalizira. Osnovnošolski kanon, ki je bil v času, ko je hodila v šolo moja generacija, popolnoma jasen, torej branje, pisanje, poštevanka, je postal globalen in relativen. Zato med mladimi zanimanje za poučevanje upada. Učiteljev po šolah primanjkuje do te mere, da nas ravnatelji kličejo, če lahko k njim napotimo zainteresirane študente, ki bi pomagali izpeljati pouk do konca šolskega leta. Ta trenutek se v evropskem in širšem univerzitetnem okolju promovira predvsem odličnost v raziskovanju. Na prvi pogled je tudi raziskovalna dejavnost vredna več kot poučevanje, ker je zadaj gospodarstvo, inovacije, tehnika, denar. Odličnost pa se gradi od primarnega izobraževanja naprej. Za uspešno raziskovanje je potrebno široko znanje in spet smo pri učiteljih. Slovensko javno izobraževanje je zelo kvalitetno. To ve povedati vsak, ki je imel možnost primerjave s tujino. Vendar se zdi, da se vrtimo v začaranem krogu soodvisnosti. S tako obrnjeno vrednostno lestvico, kot je sedaj, ne bo šlo dolgo naprej. Zato si na Filozofski fakulteti prizadevamo, da bi tudi mediji kot četrta veja oblasti prepoznali pomen, da prenesejo naše besede v širšo javnost in nas podprejo v prizadevanjih za ozaveščanje javnosti o pomenu kvalitetnega poučevanja, tudi s kakšno pozitivno mislijo. Kako sama gledam na ta poklic, ki je po mojem mnenju predvsem poslanstvo? Delo z mladimi je navdihujoče. Delo z mladimi oplemeniti stare ideje, jih preoblikuje in jim daje krila. Delo z mladimi pomlajuje in gradi empatijo ter vzajemne odnose. Sama sem prepričana, da je učiteljski poklic najlepši na svetu. Sploh, če imaš srečo, da učiš na fakulteti, kjer poleg tega lahko še raziskuješ. Seveda ti mora to biti všeč. Tu se globoko strinjam z Bertrandom Russellom, ki zapiše: noben človek ne more biti dober učitelj, če ne čuti tople naklonjenosti do svojih učencev in pristne želje, da bi jim posredoval, kar sam ceni. Zase trdim, da bi študirala nekaj čisto drugega, če ne bi imela take učiteljice za francoščino, kot sem jo imela v gimnaziji. In to je tista alkimija poklica, ki se zgodi ali pa tudi ne, se te dotakne ali te pusti hladnega. Končala bom s citatom ameriškega motivacijskega pisca Williama Arthurja Warda, ki pravi: povprečen učitelj pove, dober učitelj pojasni, odličen učitelj prikaže, velik učitelj navdihuje. V resnici pa se v polnem razredu učencev zgodi, da isti učitelj enim pripoveduje, drugim pojasnjuje, tretjim prikazuje, ene pa navdihuje. Tako različni smo, ampak vsaka od teh dejavnosti šteje in človeka spreminja.
Zato naj vam naš sejem akademske knjige Liberak ta teden pripoveduje, vam pojasnjuje in vas navdihuje. Hvala lepa za te zares navdihujoče besede, dekanja. Hvala lepa. Navdihujoča pa bo tudi glasba, ki jo bomo zdaj slišali, ena taka stara, slovenska, Lastovka je naslov. Profesor Barbo je že sedel za klaviature. Naj pa vam predstavim še pevko. Ne študira na Filozofski fakulteti, a ima tega filozofskega duha, navdihnjena in nas navdihuje. Tokrat s pesmijo Lastovka Eva Gašperšič je to, ki bo zapela pesem Elde Viler, Lastovka, sicer študentka grafičnega oblikovanja, ampak solo pevka po duši in po srcu. Eva, mikrofon je vaš in seveda je z vami Matjaž. Izvolite. Čisto
Hvala lepa, Eva, hvala lepa, Matjaž. Kakšni verzi, kakšno besedilo. Ko pride lastovka zaihtiš za tisoče ljudi, je rekla Mateja, naša kolegica, eden najlepših verzov, kar jih je bilo kdaj zapisanih morda v slovenskem jeziku. Gospe in gospodje, nazaj k resnim temam. Paulo Freire pravi takole o učiteljskem poklicu, o tem navdihujočem človeku, ki je učitelj. Medtem ko učitelj predstavlja učencem kot predmet svojega začudenja, neko učno vsebino, se znova začudi nad svojim čudenjem in sicer ob začudenju, ki ga doživljajo učenci. Spoštovane, spoštovani, zdaj pa je na vrsti nagovor ministrice za kulturo Republike Slovenije, doktorice Aste Vrečko, ki je lepo pozdravlja med nami. Izvolite. Najprej seveda lep pozdrav vsem in hvala lepa za vabilo. Lepo je biti spet nazaj na Filofaksu, tako da čeprav v drugi vlogi. Jaz sem res zelo vesela, da sem danes tukaj, zaradi tega, ker sejem akademske knjige je absolutno nekaj, kar nosim tudi vedno s sabo. Začel se je, ko sem bila še mislim, da vsaj študentka, nisem čisto prepričana, mogoče že na doktorskem študiju in je vedno predstavljal, sicer zadnji v parku, en trenutek v letu, ko je podobno kot sejem knjige na prostem, ko si nakupil knjige, pogledal, kaj delajo tvoji kolegi in seveda povečal doma kupe knjig, ki te čakajo še za prebrati. Tako da jaz mislim, da je tukaj zelo pomembno, da se ta tradicija akademske knjige ohranja sploh v današnjem svetu. Tako kot sta povedala rektor in pa dekanja, kritična misel je danes še toliko bolj pomembna, kot je morda bila v preteklosti oziroma smo imeli jo bolj ponotranjeno. Mi smo lani ob Frankfurtskem knjižnem sejmu, kjer je kolega dr. Miha Kovač iz oddelka za bibliotekarstvo bil soavtorjev manifesta o poglobljenem branju, dali pravzaprav zavedanje v svet in s tem tudi konec koncev univerza in filozofska fakulteta, zakaj je ključno, da si vzamemo čas za branje poglobljenih besedil. In ta manifest je doživel res izjemno odmevnost po celem svetu, bil je na to predstavljen tudi v Mehiki, podpisali so ga številni svetovni voditelji, ministri pa založniki, pomembne osebe iz sveta kulture. Prva podpisana je bila Margaret Atwood, potem tudi drugi pisatelji in s tem doživel res veliko veljavo. In to je nekaj, kar pravzaprav moramo vsak dan, ves čas ponotranjati. Če hočemo razumeti kompleksnost sveta, si moramo vzeti čas za branje kompleksnih besedil. To ni enostavno, ne zgolj zaradi socialnih omrežij, to je zgolj ena izmed posledic, predvsem zaradi tega, ker za to potrebujemo čas. In da si vzamemo lahko čas, seveda moramo imeti urejene delovne pogoje, urejeno bivanjsko problematiko in vse ostale stvari, ki nam omogočajo, da si vzamemo prosti čas in zbranost, ki ga te stvari potrebujejo. Kot rečeno, ta čas kapitalizma, čas, ki nas sili v več, v nenehno odzivanje s socialnimi omrežji in hitrimi informacijami, nam temu ni naklonjen. In zato so ravno taki sejmi, pravzaprav, ki se zdijo morda anahroni ali pa ne v nekem povezavi s tem časom, še toliko bolj pomembni. Kajti to so tista sidrišča misli, umirjenosti, refleksije in seveda tudi pogleda v prihodnost, ki nas usmerjajo in ki nas sidriščijo v tistem najpomembnejšem temelju. In to je znanosti. Znanosti, ki je podlaga za družbo napredka. In veseli me, da je danes tema pravzaprav osrediščenje tega učitelj, profesor, učiteljica, profesorica, kajti seveda ta je ključna za izobraževanje, ampak učitelji
in pa pedagogi niso zgolj v učilnicah. Pedagogi so, ki jih izobražuje tudi Filozofska fakulteta in pa druge članice Univerze v Ljubljani, so tudi zunaj njih. So tudi delajo z odraslimi, delajo z mladostniki, delajo s starejšimi, delajo v domovih za starejše, na tretji univerzi in pa seveda tudi v številnih kulturnih ustanovah preko kulturno-umetnostne vzgoje. In ves ta poklic kot celota je pogosto resnično podcenjen. In vsa vzgoja, ki je še toliko občasno pozabljena in včasih je bila mnogo bolj ključna kot samo izobraževanje in zato mi na Ministrstvu za kulturo še vedno vztrajamo pri kulturno-umetnostni vzgoji, kajti menimo, da je vzgojni moment izobraževanja in institucij tudi ključen. Kajti tu gre za vzgojo tistih, ki pravzaprav bodo pozneje ali vodili to družbo ali za vzgojo, kako se oblikovati družbo, ne glede na starost, tudi državljansko vzgojo, vzgojo odgovornega posameznika in v odnosu do sveta, v katerem se nahaja. In zaradi tega je ta poklic res zelo pomemben. Žal pa se tega premalo zavedamo, premalo pa tudi poudarjamo moment same vzgoje. Ponekod včasih, ko sem še jaz začenjala s svojim raziskovalnim delom in sem začela na Pedagoški fakulteti kot mlada raziskovalka, je pravzaprav ta moment vzgoje bil nekako odrinjen tudi iz izobraževalnega procesa. Naslavljalo se ga je pejorativno, tudi iz tega so šli potem spremembe samih predmetov. Ampak če se je kaj pokazalo v teh, zdaj že kar veliko letih, je to, da je vzgojni moment nujen. In nedolgo nazaj smo imeli otroški parlament, ki je resnično navdihujoča in pomembna izkušnja, predvsem za politiko, da sliši, kaj mislijo najmlajši. Začela ga je z njim Manca Košir kot prva predstavnica, ki je seveda sama zelo dobro poznala pomen besede, literature, znanosti in kaj pomeni tudi knjiga in za kar smo ji lahko tudi tukaj izjemno vsi hvaležni. Tam so otroci govorili ravno o tem, kako pomemben je vzgojni moment za njih same pri predmetih in poklicih in pri učiteljih, za njihovo učenje, za ljubezen do branja predmetov, ki se jih težko verificira s samimi ocenami. Govorili so tudi o tem, kako jim to da širok nabor misli in potem tudi za reševanje drugih problemov v življenju. In to se mi je zdelo zelo pomembno, da seveda slišimo čim večkrat, kar seveda tukaj na Filozofski fakulteti vsi poznate in probate to širiti, ampak v resnici je treba to nujno povedati še močneje in še glasneje. Zato se tudi zahvaljujem dekanji, ki je omenila medije. In to je tudi točka, kjer seveda se trudimo na Ministrstvu za kulturo čim bolj prodorno slediti tudi spremembam v svetu, spremembam tehnologiji. Kajti poleg socialnih omrežij je seveda umetna inteligenca tista, ki bo spreminjala našo družbo, svet in tudi odnos do branja, prevajanja, do oblikovanja misli in medijev. Mi smo seveda z zakonodajo, ki bo šla sedaj v parlamentarne postopke, to naslavljali znotraj medijev, ampak seveda zakonodaja vedno gre korak za tehnologijo, kar pa je zelo pomembno, pa je, da se opolnomočimo vsi z mislijo, da znamo brati, da imamo tako vizualno kot bralno pismenost, da nas ne zavedejo te hitre informacije, enostavne rešitve, ki seveda pač temeljijo na najbolj preprostih in pa manipulativnih podatkih, nam dajo hitro zadovoljstvo, ampak žal ne kažejo rešitev. In zaradi tega sem še enkrat zelo vesela, da sem tukaj, da vidim toliko novih izdaj, tudi iz znanstvene založbe Filozofske fakultete in drugih založb, ki se ukvarjajo s tovrstno literaturo. Hkrati pa seveda sem
ponosna na delo univerze in fakultete vedno, ko vidim ali preberem v mediji, vidim svoje nekdanje kolege in se vam zato res zahvaljujem, kajti v današnjem svetu bo to delo vedno težje, ampak zaradi tega toliko bolj pomembno. Hvala še enkrat in želim vam uspešen sejem. Hvala lepa, ministrica, za te besede, za ta nagovor. Ja, za branje potrebujemo moč, potrebujemo mir, potrebujemo čas, potrebujemo pa tudi tisto lastovko, ki prileti v nas. Paulo Freire takole je zapisal v slovenskem prevodu, zveni takole. Učiteljevo razmišljanje pridobi pristnost le v pristnosti razmišljanja učencev, ko so oboji umeščeni v stvarnost in poteptakem v medsebojni komunikaciji. Učitelj ne more razmišljati namesto svojih učencev, niti jim vseljevati svojega mišljenja. Spoštovane, spoštovani, zdaj pa je na vrsti nagovor podžupana Mestne občine Ljubljana, Boštjana Koritnika, ki mu želim dober dan. Pozdravljeni, Boštjan. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, najprej spoštovana ministrica, dekanja, založniki. Dva razloga sta, zakaj je župan Janković poslal mene, poleg tega je zelo zaseden. Namreč moja kariera je povezana z založništvom, med drugim v mojem mandatu direktorovanja založbi smo izdali Aristotelovo politiko iz izvirnika, prevedeno prvič v slovenščino, tako da jaz zelo dobro vem, kako težek je kruh založnikov. Hkrati sem že 15 let urednik najstarejše slovenske znanstvene revije, nekateri pravijo tudi jugoslovanske pravnika, 1862 začel izdajati. Tudi zelo dobro vem, kako težko je pridobiti kakovostne znanstvene tekste. Včasih si želiš, da bi bili recenzenti malo bolj benevolentni, pa žal niso, kar pomeni, da so takrat številke malo tanjše. Ministrica je lepo povedala, da tehnologija vedno prehiteva zakonodajo. Zanimiv je podatek, da imamo na svetu že več pametnih telefonov, kot imamo zobnih krtačk, kar seveda nekaj pove tudi o stanju naše ustne higiene. In dejstvo je, da tega nikoli ne moramo, bi rekel, prehiteti in nadzorovati. Se pa spomnim leta 2006, ko sem bil poslan kot s prvo zaposlitvijo na Frankfurtski knjižni sejem in mi je takratna direktorica rekla, te elektronske knjige, te bodo ubile to našo dejavnost. Jaz sem se res bal, takrat videl, kako se tehnologija zmore, no zdaj, kako je to 18 let pozneje, knjige imajo še vedno nek svoj von, papir je nekaj, kar nam je zelo pri srcu. In to zelo dobro vejo tudi tisti, ki so mi pomagali seliti, še ena anekdota. Na gimnaziji Poljane so pogosto knjige dajali na stran, češ vrgli jih bomo v smeti, ali jih pa poberete. Jaz sem bil pa iz Litije, pa knjige sem res rad, tako sem vsak dan naložil v svoj nahrbtnik, pa šel na vlak, cel kup knjig. In verjemite, ko smo to selili, osnove samoupravljanja in podobne naslove, nikoli jih nisem odprl, iskreno, nikoli jih nisem prebral, mi je bilo pa težko jih dati stran. In potem sem se z lastnikom starinarnice, gospodom Cunjakom, zmenil, da je dva velika tovornjaka poslal, da so odpeljali tiste knjige in verjamem, da so še kakšne v teh naših starinarnicah. Zdaj pa, da ne bom predolg, da ne bom v stilu Kastra. Moj moto je, človek se uči vse življenje, a vseeno umre budala. Torej v izvirniku, mislim, malo boljš, človek uči celi život, a ipak umre budala. In jaz sem vesel, da imamo toliko knjig, ki nam pomagajo, da bomo na koncu malo manjše budale. Hvala. I
She's loaded deep, as deep can be, but not as deep as the love I had. I know not how I'll sing or speak. The water is wide, I can cross all, and neither I have wings to fly, but give me a boat that can carry two, and both shall row. My love and love, and both shall row. My love and love. Nekaj hrepenenskega je v Evi in Matjažu, najlepša hvala, in tudi v tem deževnem dnevu. Ampak vseeno, spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji, poučujem, prihodnost oblikujem. Letošnji Liberak je tu. Vam na voljo, odprt za vse vas. Za vas, za vaš obisk, za vaše knjige, tamle je vse pripravljeno za pogovor in druženje. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli in naj bo knjiga vaša učiteljica. Hvala lepa.